Vidiš, Daša, kaj znajo kiparji vse iz kamna narediti, a? Kako si ti smešen. To sploh ni kamen, to je gips. To je kamen. A ja, pa res, no, vsi se strinjam, ja, na štrop. Te pevah Polonija, ona je kiparka, ne? Ti bo vse razložila. Ajde, treba. Živjo. Živjo, Polona. Živjo. Živjo. Sem Daša. Čau. Živjo, samo, čau. Kar naprej. Polona, kaj je na kamnu tako posebnega? Sigurno njegova trdota in to, da se ti na nek način upira, ker jaz sem bila tako na začetku navajena recimo gline, ki je mehka za obdelovati, potem, ne vem, tudi lesa, ampak kamen je pa najtežji od vseh materialov za obdelovati za kiparja. Sprav, da je v bistvu to en izziv zate. Ja, sigurno. Potem pa, ne vem, ko pa kos kip dokončaš, je pa to pa spet en poseben užitek, ker kamen je le trd in si ogromen truda vložil v material, namatral si se, tako da je res to ena posebna oblika zadovoljstva in prav zato kamen mi je zelo všečno. Ker v bistvu oživi na koncu, ne? Kaj pa recimo ljudje največ naročajo? Zelo odvisno. Zdaj večkrat so to portreti, potem so, ne vem, doprstni portreti, to pomeni, da so večkrat večji. Lahko so pa tudi abstraktne kompozicije, čist zelo odvisno. Lahko so pa tudi kombinirani materiali, ne. Glina in kamen gresta tudi zelo lepo skupaj. In od česa pa je odvisno, kateri kamen boš izbrala? Sigurno od barve, pa od ideje, je najprej ideja, ne, potem pa se pač odločam, kaj je. Potem je tle tudi trdota kamna, nekateri so trši, nekateri mehkejši za obdelovati. Seveda vzamem mehkejšega, ne. Pa kvaliteta, ne, tudi to. Pa se kdaj posvetuješ s kamnoseškim mojstrom, kater kamen, kakšen kamen izbrati? Ja, predvsem če gre za večje kose, zdaj če gre za manjše kose, to potem že sam vidiš, da je zdrav kamen, če pa gre za večje, ker to je le večji projekt in ker treba nekaj časa tle vložiti in dela, pol pa se posvetujem, ker oni pol poslušajo kamen, ali kje je slučajno počen, ker ven se to ne vidi, ne. Noter pa je lahko kakšna žila, pa ga potem čez čas razžene ali karkoli. S čim recimo narediš ti ta kip? Ja, uporabljajo se različna orodja, recimo, ko imam kamen, ga je seveda treba najprej na grobo obdelati obliko in to gre recimo z različnimi orodji, večjimi, recimo kotna brusilka, rezalka in potem se menjajo ti nastavki. Potem gre tukaj, to so recimo potem že za detajle, za brusati. To je kar električno. Ja, seveda. To so potem dleta, pa razna kladiva in seveda macole, ki potem tako teksturo gor pustijo na kamnu, ne.
A to so tudi recimo različne velikosti, tako recimo za oči, če so bolj sigurno so bolj manjši, večji, skratka ogroman je tega, ne. Ampak najraj pa na roko jaz delam, ker vedno se sprašujem, kako so pa včasih v antiki ali pa v renesansi, ki pa še ni bilo ničesar, so mogli pa res vse na roko, pa kakšne mostrovine so nastale, ne. Tako da, če se le da, vse na roko. Trenutno je povpraševanje po kamnosekih izjemno veliko. V Sloveniji so 3 velike kamnoseške firme, ki bi zaposlile takoj 5 do 10 ljudi. Tudi obrtniki nenehno sprašujejo, če ima šola na razpolago dijake, vajence, ki bi bili pripravljeni delati pri njih, vendar pri vpisu 2 do 3 dijaki na šolsko leto pač to ni mogoče. Zaposlitve so pa zanesljive, trajne in povpraševanje po kamnosekih je izjemno veliko. Pa smo pri koncu. In kaj smo izvedeli o poklicu kamnoseka? Da je poklic spoštovan, lep, dinamičen, kreativen, veliko potuješ in oblikuješ nekaj, kar je pred tisočletji oblikovala narava. No, kamna nam zaenkrat še ne primanjkuje, dela je dovolj, tako da, če ti je to vse všeč, si lahko rečeš, to bo moj poklic.